Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za petek sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z 18. redno sejo občinskega sveta in z drugimi aktualnimi temami. Med drugim je komentiral spremembe občinskega proračuna za leto 2025. Ta naš rebalans proračuna je predvsem vezan na pridobivanje nepremičnin, za katere so se vmes zgodile oziroma se nakazalo, da jih je bo možno pridobiti in jih je tudi smiselno pridobiti. To je na odhodkovni strani, zdaj na prihodkovni strani smo pa mi pač dobili še dodatnih 250 tisoč, ker smo uspeli na tistem razpisu za izgradnjo stadiona. Tako da se pa seveda pa še tista prodaja zemljišča, tam dole, ko komunala gradi, tako da so se te stvari približno zdaj pokrile. Nismo pa šli spremenjati ostalega dela proračuna, ker čeprav vemo, da se bojo nekatere stvari po mojem zgodile, vse kar se tiče projektov, pa realizacija, kar ni odvisno od nas, ampak je odvisno spet od tega, kdaj bomo dobili odobrene projekte, ampak vse to bom posebej povedal, ampak zdaj kar zadeva zdaj teh pridobivanja, tako da verjetno veste, dve večji stvari sta to, da so mi odkupili tisto hišo tam sredi mesta, ker je spodaj zdaj slaščičarna. To je ena večja investicija, tam je, mislim, pač večji nakup je približno 350 tisoč evrov je to stalo, pa dogovarjamo se z lastnikom tega objekta, ker je noter kinodvorana pa Svoboda, tisto, kar je v privati, da bi še to odkupili. Skaka ideja in želja je, da se v starem mestnem jedru probamo pridobiti vse te objekte, jih potem na naslednji fazi urediti in pač nameniti za potrebe, ki so recimo, kaj se jim na področju, če govorimo o tem delu, gre za potrebe kulture, predtem pa tudi recimo za potrebe stanovanj in pa že tisto preko smo kupili, še za potrebe recimo šole Minke namestnik. Potem pa smo še nekaj manjše stvari tudi tu in sicer v Laporju, tam gre tudi za odkup tistih prostorov, mislim, da je tista ni 70 tisoč evrov, gre pa, vse ti podatki so tako noter v proračunu, gre pa za to, da bojo tam lahko se društva koncipirala v celoti. Potem smo še tu, to je pa odkup od prejšnjega DUTB, zdaj mislim, da je to holding, parkirišče za Šmigoco tam poleg gradu. Zdaj mi smo že večji del tam kupili, ampak so različne parcele, tam še imamo eno manjšo tisti del, ki se naslanja na grad. Kam je predvideno, da se recimo uredi parkiranje, ampak da je pa to v javnem. S tem, da je treba vse urediti, vse relacije tudi z lastnikom na ustrezen način, da bo lahko on nemoteno funkcioniral, pa potem, da bo lahko to funkcioniral, ker res v svojem mestnem središču je problem s parkiranjem, da si dobro vemo. In to je ena tako dobra priložnost. Pa sta še pa tudi dve zadevi in sicer gre za odkup zemljišč na Zgornji Poskavi, za potrebe avtobusne, za selitev avtobusne v centru, pa v Zgornji Ložnici, tisto še pa se dogovarjamo, za odkup tudi zemljišča v centru, ker bi naj v prvi fazi se uredilo tudi eno parkirišče, ker jih tudi manjka, pa v nadaljevanju eventualno en večnamenski objekt je namenjen tudi za kulturo. To je zdaj, kar se tiče teh premoženjskih zadev in temu je bil bistveno namenjen rebalans, da lahko to realiziramo, ker so se pač te stvari zdaj pokazale.